Cenjene poslušalke in poslušalci, dobrodošli v zadnji epizodi ASEF podcasta Vertikale zdravstvo v tej sezoni. Z veseljem vam predstavljam pogovor, ki sem ga imel z direktorico Direktorata za digitalizacijo v zdravstvu na Ministrstvu za zdravje, Tejo Batagel. Teja Batagel, magistrica informacijskih znanosti, trenutno opravlja funkcijo VD generalne direktorice Direktorata za digitalizacijo zdravstva na Ministrstvu za zdravje, kjer upravlja trenutno strateške projekte digitalne preobrazbe slovenskega zdravstvenega sistema. Drugače ima več kot 20 let izkušenj na področju IT in digitalizacije. Med drugim je vodila področje registrov in evidenc v AJPES. Tam je bila namestnica direktorice, zatem pa je bila tudi vodja IT služb v podjetju GEN-I. Predtem je na Ministrstvu za javno upravo vodila največje integracijske projekte e-uprave, kot so e-VEM oziroma SPOT, e-storitve javne uprave in podobno. Njeno strokovno področje vključuje digitalizacijo, optimizacijo procesov ter vodenje kompleksnih IT projektov. Njen cilj trenutno pa je vzpostaviti informacijske rešitve v zdravstvu, ki bodo izboljšale učinkovitost, dostopnost in kakovost oskrbe pacientom, obenem pa zdravstvenim delavcem olajšale dela. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas za ta pogovor danes in dobrodošli v našem ASEF podcastu. Hvala lepa, lep pozdrav. Ja, mogoče bi najprej s par takimi uvodnimi vprašanji, da prebijeva led. Na vašem LinkedInu sem zasledil eno zelo staro predstavitev, iz leta 2006 o podaljšanju registracije vozila in kako je ta projekt stal 20.000 evrov, ker mi je zelo zanimiv podatek. Se pravi, delate že kar dolgo na teh projektih in me zanima, v 2025 še obstajajo projekti, ki lahko dajo tako uporabno vrednost, pa so v bistvu v takem cenovnem rangu. Ja, v 20 letih se je že marsikaj spremenilo. Takrat, se pravi leta 2006, so bili v bistvu ravno začetki, ali pa mogoče nadaljevanje začetkov same e-uprave. Ta podatek je zanimiv tudi meni, ker sem ga že pozabila v vseh teh letih. Danes seveda govorimo o drugačnih številkah in tudi seveda trenutno delamo popolnoma drugačne dimenzije samih rešitev. Po mojem spominu se je spletno podaljšanje takrat naredilo iz že obstoječih gradnikov, ki so se takrat postavljali na e-upravi. Je bil pa zagotovo eden tak lepih poskusov, kako približati storitev končnim uporabnikom. Seveda pa bolj kompleksni projekti, ki so pa sledili, pa niso bili tega cenovnega razreda, kot so bili recimo e-VEM, oziroma današnji SPOT, ki je ravno letos praznoval 20 let. Tam so bile pa številke krepko čez milijon, seveda, ko so bili bolj kompleksni integracijski projekti, ker se je centralni sistem potem seveda povezal z sistemom sodnega oziroma poslovnega registra, ZZS sistemi, SPIZ-om, obrtno zbornico, takratnim DURS-om in tako naprej. In seveda te sistemi so pa potem terjali tudi precej več časa in celega angažmaja celotne državne uprave. Pa vendarle vsi ti sistemi ali pa projekti, ki se izvajajo in so zahtevni, kompleksni, dragi, na koncu vseeno vsi prinesejo učinke, ki bistveno povrnejo vse napore in investicije. In tudi tukaj v digitalizaciji zdravstva pravzaprav ni nič drugače danes. Ja, mogoče, ko sem malo se igral ob 20-letnici SPOT-a s tem portalom in sem videl, kakšne vse funkcionalnosti ponuja, se mi zdi, da je res neka res zelo dobra praksa v Sloveniji, da neko tako zadevo sploh imamo in kako v bistvu naredi entry v poslovni svet toliko lažji, zato ker v bistvu lahko vse zrihtaš online. Tako. In želeli bi si, da bi bile tudi ostale zadeve tako preproste, kot je odprt podjetje. Ja, res je. Takrat smo se zelo trudili, da bi olajšali vstop podjetnikom na trg, tudi na ta način, tudi s tem, da se je odvzela sama taksa, vse skupaj omogočilo, da se opravijo tako imenovane enostavne registracije delov na točkah VEM, ne samo pri notarjih. Predvsem pa je zelo pohvalno, da je država en tak sistem, ki se je vzpostavil najprej leta 2005 za samostojne podjetnike in potem leta 2008
za gospodarske družbe naprej potem tudi nadgrajevala in zdaj ponuja kopico drugih elektronskih storitev, ki jih v vsakodnevnem življenju upravljajo podjetja v relaciji z državo. Ja, mislim, da se velikokrat pogledujemo proti Estoniji, kako imajo oni nekatere procese zelo dobro digitalizirane, kako je pri njih preprosto podjetje odprt. Ampak se mi zdi, no, da Slovenija ima tudi par takih zgodb o uspehu, ki mogoče včasih ostanejo v senci. Zdaj pa mogoče bolj na področje zdravstva, kjer delujete tudi danes. Se pravi, zdaj že praktično malo več kot 1 leto, odkar ste prevzeli direktorat za digitalizacijo zdravstva. Prevzeli ste ga kot vršilka dolžnosti. Imate pa zelo bogato karierno pot, kot so že omenila. Se mi zdi, da ste tekom svoje kariere verjetno veliko različnih znanj pridobili. Se mi zdi, in zdaj moje vprašanje izhaja iz tega, kaj se vam zdi, da od tega, kar ste do zdaj doživeli, najbolj pride prav na tem novem področju? Ja, dejansko vsaka vloga prinaša v življenju pač neke svoje izkušnje. Na koncu se nekako seštejejo, pomnožijo. In lahko rečem, da ta trenutna vloga vodenja digitalizacije zdravstva združuje kar marsikatera znanja iz preteklih služb. Začela sem kot pripravnik sicer na Centru Vlade za informatiko, ki je potem zelo kmalu prešlo pod okrilje Ministrstva za javno upravo. V tistem času se je razvijala e-uprava, kot sva že omenila, elektronsko podaljšanje prometnega dovoljenja, razvijalo se je e-vročanje, e-podpisovanje, e-plačila in tako naprej. Imela sem tudi priložnost od blizu gledati, kako se vodi državna informatika na tem področju. Imela sem namreč enega zelo odličnega mentorja, kar je redkost. Lahko sem se učila in to mi je v bistvu takrat dalo veliko in še danes se spomnim, kako smo kdaj risali kakšne koncepte novih rešitev in brainstormali, kako zadevo postaviti. In enako v bistvu še danes delamo na tej tabli tukaj za vami. Zdaj, kaj je enako praktično, ko govoriš o digitalizaciji na nacionalni ravni, je ključno, da imaš podporo na najvišji ravni ministrstva. Torej, ministrova podpora danes, podpora naše ministrice je ključna za te projekte, za digitalizacijo zdravstva, kajti brez tega ne bi mogli izvajati transformacije digitalizacije, ki smo jo začeli. In v bistvu prav ta linija, da imaš v resnici zagnane, predane projektne vodje, direktorja in potem najvišjo podporo ministrstva, to je ta ključna kombinacija za uspeh takih projektov, ki posegajo zelo v procese, v delovanje seveda samih uporabnikov. Na področju zdravstva je pa morda še situacija malce bolj zahtevna, ker posegamo tudi v poslovne modele ponudnikov. Ravno s centralizacijo rešitev, ki se uvaja, oziroma s centralno upravljanimi rešitvami, in smo zato še toliko bolj izpostavljeni in kot posamezniki in kot ministrstvo. Zato je tudi zelo ključno, da celotna ta naš ustroj sledi strateški usmeritvi, ki jo imamo, in da seveda imamo tudi podporo za to pot. Potem je sledilo, kar ste omenili, tudi obdobje na AJPES-u, ki je v bistvu javna agencija. In je specializirana javna agencija za podatke in registre, kar pa je tudi glavna materija predloga zakona o digitalizaciji zdravstva, ki praktično opredeljuje zbirke na področju zdravstva. In seveda je tudi razlika, ali delaš na ministrstvu ali pa delaš na izvajalski agenciji, ki ima mnogo več stika s končnimi uporabniki. V našem primeru so bili to podjetniki, podjetja, ki so na samih izpostavah AJPES fizične stranke. AJPES imel tudi zelo širok krog sogovornikov, to pomeni ministrstev, za katere smo potem mi takrat vzpostavljali raznovrstne registre in smo se zelo izurili v tem, kako hitro vzpostaviti nek register in tudi kako približati sploh okolje ali pa rekla pogoje vsem tistim, ki so na ministrstvih pripravljali predpise z tega področja, da so pripravili predpise, ki so na koncu bili dejansko izvedljivi. Ker vsaj 15 let nazaj je bilo še težavno za marsikoga na ministrstvu razumeti, kako neka informacijska rešitev deluje in da tisto, kar on napiše v zakon, ne bo nujno potem tudi v praksi izvedljivo. No, danes je to mnogo lažje, vendar takrat pa smo se kar s tem izzivom
precej srečevali. In ravno to poznavanje delovanja registra pravil varstva osebnih podatkov je nekaj, kar je še danes praktično skoraj da najbolj ključno tudi na mojem področju, kjer pa zdaj v zdravstvu imamo pa seveda, govorimo o obdelavi občutljivih osebnih podatkov, ne samo osebnih podatkov. Zdaj, samo področje razvoja kadrov, torej kako razvijati kader, kako ga usmerjati, mu nuditi podporo, tega sem se pa največ naučila na GEN-I-ju. GEN-I dejansko potegne najboljše iz posameznika in je okolje, ki je stalno usmerjeno naprej, tako na področju razvoja poslovanja, kot seveda na področju dela z ljudmi. In to je tisto, kar pa želim prenesti v samo delovanje državne uprave, vendar je ta na tem področju precej malo fleksibilna oziroma dopušča veliko manj možnosti, kot pa neko tako podjetje. Zato dostikrat rečem, da je v okvirih državne uprave veliko težje delovati, kot pa če si v gospodarstvu, ker si bolj omejen na raznovrstnih področjih, a ne. Ja, se to je mogoče eno podvprašanje na hitro. Če primerjate ustroj sprememb v nekem javnem zavodu pa v nekem privatnem podjetju, verjetno je praktično neprimerljivo, ne, kako hitro lahko ti narediš pivot, ko nisi, kako rečem, tako omejen, kakor so javni zavodi, ki imajo toliko v bistvu strukture okoli sebe, ki skrbi tako, da zadeve tečejo naprej, pa tudi če tečejo naprej po nekih starih tirih, ne. Ja. Seveda, vsaka sprememba v javni upravi terja v resnici spremembo zakonodaje. In to je zelo dolgotrajno lahko, včasih traja več let, da spremeniš nek zakon, če ga uspeš spremeniti. In seveda to te bistveno bolj upočasnjuje, kot pa če si deluješ v okviru gospodarstva. Tukaj je en velik element tudi, ki je prisoten, so javna naročila. Sicer tudi v gospodarstvu so zavezanci za javna naročila, ampak javna naročila so seveda neobhodna za nas, so pa en tak časovni pa formalni element, ki zelo vpliva na dinamiko razvoja in dostikrat tudi seveda na možnosti, ki jih imamo kot naročnik, a ne. Pa bi rekel, da javna naročila v trenutni obliki rešijo več problemov, kakor jih ustvarijo? Mogoče se niti ne želim toliko opredeljevati okrog javnih naročil, so tukaj, takšna so. Včasih se mi zdi, da nas ne postavljajo naročniki in ponudniki v povsem enakopraven položaj, ampak seveda to je vidik mene kot naročnika, ponudniki najbrž ravno obratno vidijo. Treba pač delati z njimi, neka pravila imamo, verjamem pa, da je pa še prostor za izboljšave. Seveda nam pa javna naročila in tudi vsi pravni koraki, ki so omogočeni podjetjem, trenutno v zelo kratki časovnici, ki jo imamo za projekte iz načrta za okrevanje in odpornost, morda seveda niso najbolj pisani na kožo in bi se želeli hitrejših postopkov odvijanja, kajti recimo vsaka revizija, ki se nam zgodi, traja nekaj mesecev, eno smo zdajle imeli skoraj 3 mesece pa pol smo čakali odločitev in še to vemo, da v enem postopku se teh lahko zgodi več. In verjetno ne teče vzporedno, ko je ena končana, pride druga. Seveda, ko je ena končana na enem postopku, se morajo odviti določeni interni postopki, ki zopet trajajo, potem lahko pride seveda do odločitev, na odločitev so spet revizije, ki zopet trajajo in seveda, če ti že sami revizijski postopki vzamejo pol leta, je to veliko v času, ki ga imamo na voljo, kajti imamo pa na voljo samo še 1 leto do vzpostavitve tako kompleksnih sistemov, kot jih izvajamo, torej v skupni vrednosti 83 milijonov evrov. Ja, o tem bova še malo več govorila. Mogoče bi se prvo dotaknil, kaj sploh je ta direktorat, ki ste ga prevzeli, kaj so njegove naloge, zakaj ta organ sploh rabimo? Ja, direktorat je na vsakem ministrstvu oblika organizacijske enote. Mi ga potem smo razdelili na sektorje, ki smo jih potem malce preoblikovali vsaj od lanskega leta, glede na to, kako smo kadre seveda tudi dobivali. Zdaj, naš direktorat za digitalizacijo zdravstva sicer pokriva tudi še interno informatiko ministrstva, ampak za samo digitalizacijo pa imamo sektor za pravne zadeve s področja digitalizacije zdravstva
Imamo sektor, ki skrbi za javna naročila in to administrativno podporo projektom digitalizacije, ter sektor za razvoj storitev digitalizacije. Zdaj, v bistvu, zakaj skrbimo? Skrbimo torej za samo načrtovanje, razvoj in potem tudi implementacijo novih storitev na področju digitalizacije zdravstva. In v tem sektorju, ker imamo projekte, seveda imamo več ali manj zaposlene projektne vodje, ki vodijo informacijske projekte. Sodelujemo pri analizah potreb uporabnikov, seveda tukaj se povezujemo še z drugimi predstavniki iz zavodov oziroma izvajalci zdravstvenih dejavnosti. Naš fokus trenutno so seveda NOO projekti, ne samo seveda do sredine 2026, ko jih je treba vzpostaviti, ampak delo tega direktorata bo zelo, zelo, bom rekla, aktivno ali pa veliko, še posebej po sami implementaciji rešitev. Torej v času, ko bomo morali uvajati v naslednjih letih te informacijske rešitve med zelo številne uporabnike v zdravstvu. Kajti kar mi nekateri sistemi imajo blizu 20,000 uporabnikov, primer tak je ETTL, in kar je seveda zelo velik zalogaj, ker je treba praktično vsakemu posamezniku posebej približati rešitev, razložiti spremembe, učinke, kako, zakaj bomo tako delali, in potem gre seveda bolnica po bolnica, oddelek po oddelek. In seveda to je veliko za ekipo, kot jo imamo trenutno tukaj na Ministrstvu za zdravje, in za ekipo, ki je v okviru e-zdravja vzpostavljena na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Ja, meni se zdi, tako iz lastne izkušnje, imamo res veliko stvari, ki že obstajajo znotraj zvema, recimo teleradiologija, ali pa kakšni drugi podsistemi, ki obstajajo, ampak v bistvu delavci v zdravstvu niti se ne zavedajo, da karkoli takega imamo, niti kaj je smisel tega, niti zakaj je to dobro in zakaj je dobro, da oni to uporabljajo, ne. Tako da v bistvu se mi zdi, da mogoče še bolj kot vzpostavitev teh novih sistemov je pomembno tudi, da ni izobraževanje samo presečno, ampak je to nek ongoing proces skupaj z onboardingom, ki velikokrat ni najboljši, ne. Sploh v javnih zavodih. Vem, da v kakšnih bolj startup okoljih oziroma takih srednjih podjetjih je zelo pomemben del tega, ko nekega delavca zaposlijo tisti prvi meseci, ko ga naučijo uporabljati vse zadeve, ne. Se mi zdi, da mogoče ta onboarding znotraj javnih zavodov še vedno velikokrat peša. Ja, se strinjam, in tudi ravno ko tele projekte zdaj snujemo in objavljamo tudi potem razpise za implementacijo, precejšen poudarek dajemo tudi uvajanju. Sicer vse to stane, ampak razumemo, da brez tega ne bo uporabe teh rešitev. Potem so tudi seveda sama sredstva za implementacijo praktično vržena v smeti. In tega si zagotovo ne želimo. Je pa seveda eden izmed pogojev, da lahko ti uvajaš, nadgrajuješ te sisteme, skrbiš za zbiranje potreb in tako naprej uporabnikov, kot sem že rekla, zadostna kadrovska kapaciteta. In to trenutno je kar velik izziv, seveda ne samo pri nas, seveda IT podhranjenost je sploh v zdravstvenih zavodih, in ravno ta problem naslavlja tudi ta novi predlog zakona o digitalizaciji zdravstva, da bi znotraj te nove entitete zdravstveni sektor dobil tudi to strokovno pomoč, za dokončno integracijo, ker eno je vzpostavitev, drugo je integracija v vse te obstoječe sisteme in potem seveda uvajanje in tako naprej. In postopno potem seveda uvajanje novih centralnih rešitev, preklapljanje vseh ekosistemov bolnic na te sisteme, in seveda to bo trajalo leta in leta. Jaz sicer včasih rečem desetletje, pa kdo ni najbolj zadovoljen, ampak moramo vedeti, da nekaj, kar se je gradilo 35 let, se ne da spremeniti v eno leto. Ja. Tako, in tukaj pač treba iti korak po koraku, zmerno in rajše počasi in dobro na področju zdravstva, kot pa da nekaj preveč hitimo. Tako da zdaj smo dobili pač lepo priložnost z novo sredstvi, upam, da jo bomo vsi skupaj izkoristili in da bomo lahko pol res tudi čez eno leto, dve že videli prve učinke, bolj kakovostne recimo zdravstvene obravnave in tako naprej, lažje komunikacije s pacienti in tako dalje, prek orodij, ki jih bomo zdaj vzpostavili. Ta NOO so že velikokrat omenila, se pravi, to je kratica za načrt za okrevanje in odpornost, oziroma kako je Renew and
Repower, nekaj Power, takega, ne? Tako. Se pravi Repower EU. V bistvu, kaj sploh je to, kdo to financira, zakaj je bilo ustvarjeno? Je to Ja. tako kot Horizon, ali je to nekaj drugega? Ja, to so leta 2020 so voditelji držav članic Evropske unije dosegli pač dogovor glede tega obsežnega svežnja sredstev za obnovo Evrope. In ta načrt za okrevanje in odpornost, oziroma mi mu pravimo NOO ves čas, je nacionalni program teh reform in naložb, s katerim se predvsem želi ublažiti posledice pandemije covida v Sloveniji in potem, da bi tudi prispevala k ciljem evropskega načrta Repower EU za zmanjšanje predvsem odvisnosti od ruskih fosilnih goriv in tudi za pospešitev samega zelenega prehoda. In potem so se seveda države odločile pripraviti svoje načrte, tudi Slovenija, in takrat leta 2021 se je tudi na področju digitalizacije pripravil razrez, za katere projekte, za katere mejnike želi Slovenija nameniti sredstva na področju digitalizacije zdravstva. Kot sem že rekla, jih je kar 83 milijonov brez DDV, DDV je slovenski prispevek. Seveda od takrat dalje so se malce potrebe že spremenile, ali pa tudi zmožnosti, katere projekte lahko zdaj do sredine 2026 so se spremenile in smo temu tudi malce prilagodili izvedbo projektov, ali pa dajmo reči razrez projektov, nekaterih pa nismo mogli spremeniti, ker so bili seveda precej fiksno zagotovljeni Evropski komisiji, na njih so vezani tudi mejniki in teh nismo spreminjali. Razumem, ja. Prej smo že o nekih dobrih praksah digitalizacije govorili iz drugih področij, kako mogoče včasih ostane zasenčena. Kaj pa splošno digitalizacija zdravstva v Sloveniji? A bi rekli, da smo na nekem zadovoljivem nivoju glede na ostale države v Evropi? Smo, ne vem, zgornja četrtina, spodnja četrtina. Kaj sploh lahko reče uporabnik, ko pride v sistem Slovenije, pa reče, to je dobro, ali tukaj je pa še veliko za zgraditi? Ja. Zdaj smo, kjer smo. Sem smo pa prišli seveda z razpoložljivimi tehnologijami, kadrovskimi sredstvi oziroma resursi, finančnimi sredstvi, ki so nam bili seveda v državi na voljo. Včasih se je kar težko primerjati z neko drugo državo, še posebej s kakšnimi velikimi. Nedavno smo bili v Franciji, ker ima ena večja bolnica še enkrat več zdravstvenega osebja kot cela Slovenija in seveda to ne moreš primerjati. Ampak tam pokriva tudi večjo populacijo, ena taka bolnica, ne? Da, vendar tudi, ko začneš gledati recimo z mojega vidika, koliko informatikov imajo na voljo, kar naenkrat ugotoviš, da imajo 5-krat več informatikov glede na število zaposlenih v zdravstvu, tam gledaš budžet in tako naprej, in ko daš vse to na tehtnico, vidiš, da mi še veliko naredimo za sredstva, ki jih imamo seveda na voljo. Zagotovo smo lahko kot uporabniki zelo zadovoljni s sistemi, kot so e-recepti in napotnice, ki se zelo uporabljajo. Ljudje zelo uporabljajo, poznajo CRPP ali pa vsaj dostopajo do njega. CRPP je, se pravi, centralni register podatkov o pacientih, je ena zagotovo boljših praks slovenskega zdravstva, zato jo tudi želimo ohraniti naprej, sicer v novem zakonu jo samo preimenujemo v CES, ampak kot tako ostaja enak. Bistveno seveda je, da mi zdaj nadaljujemo s strateškim razvojem zdravstva v smeri, kot smo ga začrtali, in da tudi seveda krepimo digitalne kompetence zdravstvenih delavcev, pacientov, da se tudi pacienti zavedajo, katera orodja so jim vse na voljo, ker marsikdaj temu ni tako, je več na voljo, kot pa potem uporabniki sploh uporabljajo. Ravno zato smo tudi začeli z temi digitočkami, ki jih vzpostavljamo, ki so namenjene temu, da našim strankam oziroma pacientom povedo, kaj vse je na voljo, kaj lahko prek Zavema uredijo že danes, torej, da jim približamo elektronske storitve. A te digitočke so nekaj stalnega? Jaz se v našem UKC-ju še nisem videl, no. Ne, pri vas je še ni bilo. Začeli smo z nekaterimi zdravstvenimi domovi, Ilirska Bistrica, Novo mesto, Celje in tako naprej. Po en mesec smo v zdravstvenem domu, začeli smo zato, da smo videli, ali je to sploh zanimivo.
Predstavljamo jim tudi elektronsko osebno izkaznico skupaj z Ministrstvom za javno upravo, Ministrstvo za digitalno preobrazbo, ker je seveda cilj vseh nas, da digitalne storitve, ki so na voljo, naši državljani začnejo čim bolj uporabljati. To se je trenutno vzpostavljalo tudi z namenom, da potem bo lahko bolj zaživela enotna komunikacija prek ZVEM portala, ki jo uvajamo. Je pa namen, da imamo že v ZVEM uvedenih do konca leta 100 zavodov. Digitočke bomo pa tudi s pomočjo kohezijskih sredstev v bodoče še izvajali naprej. In kako točno še ne vem, najbrž da v okviru razpisa, ki ga bomo objavili in se bodo zavodi lahko prijavili, da bomo financirali kader, ki bo tam na voljo našim pacientom oziroma obiskovalcem, da jim bo predstavil trenutne elektronske storitve. In upamo, da bo teh vse več. Kjer bi pa rekli, da so neki low-hanging fruits digitalizacije v našem zdravstvu? Ali je sploh karkoli takega preprostega, da bi lahko rekli, da je low-hanging fruit? Ali smo v bistvu te zadeve bolj kot ne že pokrpali in zdaj ostanejo samo taki veliki zahtevni problemi? Ja, zdaj, kar mi v bistvu v okviru digitalizacije delamo predvsem v smeri, da spreminjamo procese, da izboljšujemo procese. Tako da razne nakupi nekih hitrih, se pravi napravic v smislu tablic in tako naprej, to ni več niti aktualno. Je pa seveda tukaj, ko vzpostavljamo centralne rešitve na nacionalni ravni, ni praktično ničesar prav zelo enostavnega. Že ne niti z vidika ali velikosti javnih naročil, niti z vidika števila uporabnikov, ki jih ti na koncu moraš uvesti v neko rešitev, ne. Za nas so zanimive torej same rešitve, izboljšave. Če me pa vprašate recimo za diktafone in tako naprej, pa res naš fokus ni menjava opreme ali pa tako naprej, ampak predvsem, da ponudimo recimo orodje za prepoznavo govora, da zdravnik samo narekuje, ne pa da potem še administratorka prepisuje to, kar je on prej recimo posnel. To nas zanima, vse ostalo pa... Ja, ne, to absolutno razumem, ne. Ja. Se mi zdi, da nekateri zavodi, vsaj ta, v katerem sem jaz zaposlen, še vedno uporabljajo kasete, kasetofonske diktafone. Zdaj recimo postal problem, zato ker teh naprav, to so modelirji 2000 ali pa še prej, ne, teh zadev sploh ne delajo več, ne. Tako da v bistvu te mlajše generacije mogoče niti ne pridemo do tega orodja, smo bolj prepuščeni, da se znajdemo sami, kakor se pač znamo znajdeti. Potem rekli ste, da digitalizacija raznoraznih procesov, mislite kliničnih poti ali poslovnih procesov v javnih zavodov, se pravi zdravstvenih domov, bolnic? Vse je seveda enkrat v načrtu. Seveda bistvo je najprej, da postavimo tiste sisteme, pokrijemo tiste procese, za katere mogoče danes bolnice še nimajo rešitev v večini, ker so tudi tukaj zelo velike razlike med bolnicami. Seveda ene rešitve, bolj administrativne procesov obstajajo in jih mi ne bomo niti naslavljali, ker v bistvu ne vidimo niti potrebe, so dosegljive, so prisotne. Medtem ko pa primer enega takega projekta, ki ga pa trenutno izvajamo, pa posega recimo v bolj poslovno ali pa rečemo administrativno sfero, to so pa vidimo, da bi lahko precej olajšali delo samim zaposlenim, pa so recimo primer razporejanje zaposlenih po urnikih. To je v bistvu zelo velik problem, se mi zdi, veliko ur in časa gre v to. Je pa to v bistvu traveling salesman problem, ki ga rešujejo druga podjetja, od dostave paketov zunaj do optimizacije urnikov. V sklopu mojega doktorata jaz delam trenutno intervjuje z različnimi predstojniki urgentnih centrov po Evropi in se pogovarjam z njimi, kako uporabno bi bilo za njih napovedovanje obiska urgentnih centrov. Vprašam pa jih zmeraj tudi, če bi oni vedeli, koliko ljudi bo prišlo v urgentni center, ali lahko sploh karkoli naredijo, hkrati pa me zanima tudi, kako ustvarjajo urnike. Zdaj sem že kar dober del Evrope dal čez, sicer severne še ne, ampak večinoma
je še vedno Excel in ročno urejanje urnikov. Verjetno je tukaj ena taka res velika priložnost. Ja, ravno te Excele, ročne teleworde, ja, in potem risanje in pisanje želimo dejansko ukiniti s to novo rešitvijo. Ta nova rešitev je bila sicer že uvedena v 2 bolnišnicah, ne v celoti, pa vendarle tam so bili učinki tako dobri, da ko smo mi to slišali te predstavitve, smo rekli, okej, pa pojdimo zdaj na nacionalni nivo in dajmo to na voljo vsem bolnicam. Ja, to sem slišal zgodbe iz psihiatrične bolnišnice, kako so v bistvu oni uspeli ravno z digitalizacijo in avtomatizacijo teh urnikov zmanjšati bolniške. Tako. Ljudje so šli lahko za dlje časa na dopust, manj je bilo v bistvu izgorelosti in nadur in vsega tega, ne. Ja, Človek verjetno, dokler je par zaposlenih, še zmore te urnike učinkovito delati, pol pa, ko je v bistvu enkrat to zelo velik sistem, pa verjetno za 50 ljudi težko narediš in fair urnik, upoštevaš njihove želje, čeprav mogoče to matematično sploh ni tak težek problem, ampak vseeno s tem vnašaš neko slabo voljo, Tako. povečuješ odsotnosti. Tako, in tudi ti sistemi so potem zagotovo bolj pravični in ljudje so bolj enakomerno razporejeni, upoštevajo se njihove želje, zagotovo so bolj zadovoljni na dolgi rok. In seveda na nacionalnem nivoju pa imamo vse skupaj 1200 danes načrtovalcev teh urnikov, tako da to je, bom rekla, velik nora korak. številka, ja. Tako, in ravno to, ne, uvajanje potem vseh načrtovalcev bo zagotovo izziv, pričakujemo pa tudi, da se bo na dolgi rok morda to število ravno s tem orodjem zmanjšalo, število načrtovalcev. Danes tega ne moremo zatrditi, ampak verjamem pa, da v bodoče jih ne bo toliko. In ravno ta projekt je trenutno v zaključni fazi priprave razpisne dokumentacije in ga nameravamo objaviti v roku 14 dni. Smo pa v sodelovanju povabili vse predstavnike bolnišnic, zato da oni povejo, kaj potrebujejo, in to so ravno tisti, ki danes kreirajo urnike. Tako da jaz upam, da bomo dobili rešitev, ker danes tudi ponudnikov prav veliko ni, kot sem rekla, bolnice tega še nimajo in bojo tega zelo veseli. Zdaj pa eno vprašanje, Ja. mogoče malo tako mejno, in sicer rekli ste v bistvu, da javni zavodi so zelo v velikem rangeu, od tega tisti, ki so zelo dobro digitalizirani, pa do tisti, ki skoraj niso, ne. Vse to imamo noter. Vi ste rekli, da zdaj v bistvu te rešitve delate skupaj s temi predstavniki zavodov. Kako v bistvu veste, da predstavniki zavodov, ki v bistvu sodelujo zraven, niso iz te leve polovice spektra? Se pravi, iz te manj digitalizirane. Tudi če so iz manj digitalizirane, ali pa sej v bistvu, koga boš dobil v delovno skupino, praktično nikoli ne veš, ker tega predlaga sama institucija. Ne? Mi zaprosimo za imenovanje predstavnikov, povemo, kaj bomo delali, potem pa nam tiste institucije, ki jih vključimo v nek projekt, predlagajo člane. Tako da v bistvu ni nobenih referenc, ki bi jih zahtevali nek minimalni nivo znanja in izkušenj, da si lahko v delovni skupini. Povemo, kaj želimo, zdaj zahtevati pa ne moremo. In Zanimivo, ja. dejansko je zelo včasih zelo dobro, da imamo dobre kombinacije, morda nekje malo bolj tehnično podkovanih sodelavcev iz bolnišnic, pa na drugi strani morda bolj vsebincev. Zato, ker ravno to dvoje treba zelo dobro združiti. Se pravi, dobro poznavanje vsebine in na drugi strani tudi IT-ja, ker to dvoje na koncu rabiš, da rečeš, želim sistem, ki bo delal tako in tako in tako. Brez vsebine ne gre, brez IT-ja pa tudi ne. Nimamo vedno vse pokrito, idealno, ampak potem tudi pogledamo, če nam kje kaj manjka, da mogoče mi priskočimo s kakšnim bolj tehničnim profilom skupini na pomoč, se pravi z nekom iz ministrstva, vsebino pa nam vedno v bistvu zagotovijo uporabniki strani končnih uporabnikov. Tukaj si pa mi niti ne domišljamo, da imamo kakršnokoli znanje, ampak se vedno opremo na njihove potrebe. Seveda, na koncu pride filter ponavadi pri financah, ker tam pa čisto vseh želja ali pa, ko so bila ravno pri uvajanju, pač ne moremo financirati zelo obsežnih individualnih, recimo uvajanj za 1200 uporabnikov, lahko določeno število ljudi, ne pa toliko, kot bi si marsikdo želel.
V same funkcionalnosti se pa v bistvu ne vpletamo, ker pravimo, tisti, ki to delajo vsak dan, vejo, kaj rabijo, bili so imenovani v to skupino in predlagani s strani svoje institucije, dali so input, na koncu bodo oni tisti, ki bodo rekli, ja, ta sistem, ki je bil razvit, deluje, kot smo mi zahtevali, in bodo nenazadnje potem tudi promotorji med sebi V enakimi. bistvu si želiš znanji. šampione, ki bojo pač potem to Tako. znanje dali Ja. ostale uporabnike. Pa se vam zdi, da bi bilo boljše, da bi bila digitalizacija, mislim, zdaj so zavodi, imajo kar veliko svobode pri tem, koliko so digitalizirani, ne. Sicer s temi eno razpisi hočemo to izboljšati, ampak a se vam zdi, da je mogoče preveč svobode na vodstvu zavoda in bi bilo boljše, da je nek minimalni standard državno zahtevan? Oziroma to v bistvu NOO počne. Ja, zdaj tako NOO precej spreminja, a ne, sam način delovanja IT-ja, tudi zakon gre v to smer. In zdaj seveda v preteklosti je res vsaka bolnica čisto sama po svoje razvijala rešitve, seveda glede spet na finance, vire, kadrovske Verjetno interno znanje. postopke, vse kadrovsko, tudi lokalne posebnosti, zgodovino in tako naprej, a ne. Bolnišnice so in so bile popolnoma avtonomne pri tem, seveda je pa danes posledica, da imamo zelo raznolike sisteme, razdrobljene. Vprašanje je seveda kvalitete podatkov vseh teh in tako naprej, še posebej zdaj to vidimo, ko moramo recimo migrirati podatke v CPAX, kako smo z identifikatorji posameznikov in tako naprej, ker to seveda ni bilo predpisano, ni bilo urejeno in tako naprej. Čisto, da se vrnemo na ta CPAX, ampak rentgenske slike, pa CT slike, pa magneti so itak shranjeni v formatu DICOM. Ja, Tam noter identifikatorji so, ime, priimek, rojstni datum. ja, EMŠO-tke pa ni vedno. Obstajajo tudi ZZZS številke, pa vendarle, ko je treba enolično preslikati posameznika, ni vedno tako enostavno. Ja, to velikokrat opazim pri teleradiologiji, ko je pri različnih, v bistvu ista oseba, pa ima več različnih Tako. vrstic, ko odpreš pogled pri nekom izvajalcu. Ja. Zdaj, da se vrnemo nazaj na te poslovne procese, kako so v bistvu različni v vsaki ustanovi, kako je vsaka ustanova jih v bistvu po svoje razvijala, reševala svoje probleme, ki so verjetno podobni v vseh zavodih, ker delajo itak isto zadevo. Na svoj način, na eni od konferenc, pred nekaj leti sem slišal en od predstavnikov programskih hiš, kako imajo v bistvu isti produkt, ampak ga morajo za vsako bolnico posebej prilagajati, čeprav delajo isto zadevo. In kako je v bistvu tudi na njihovi strani problem, ker morajo take investicije časa in resursov dati za vse te posodobitve. Se pravi, ker so različne poslovne logike za v bistvu doseči isti končni cilj. Ja, zdaj mi imamo sicer malo drugo videnje vsega tega, zato tudi gredo vse ta naše napori grejo v smer, da poenotimo procese, ker procesi so kar po večini enotni. Seveda imaš lahko odmike, to zagotovo, vendar pa ne v taki meri, kot pa tudi mi enako slišimo v strani marsikaterega zavoda, da se skoraj da vsakemu posebej prilagaja, a ne. Tukaj nekaj ni v redu, a ne. Marsikdaj kakšen uporabnik reče, pa je to lahko v državni upravi, lahko so sodišča, lahko so, da ne bo kakšno, zdaj užaljen, ne bom preveč rekla, ampak mi smo posebni. Mi pa ne moramo delati enako. Ampak na koncu, ko vložiš toliko napora, vidiš, da proces je v osnovi enak in bi moral biti enak. In tudi zdravstvena obravnava mora biti za vsakega pacienta enaka, informacijska podpora enaka, ne glede na to, ali si ti v Murski Soboti ali si ti v Kopru. Tako, ja, kot bi mogla biti tudi oskrba enaka. Tako, a ne. In zdaj, seveda, v preteklosti temu ni bilo tako. Ravno ta zdaj enotni sistemi pa seveda pomenijo poenotenje, standardizacijo procesov. Jaz sicer verjamem, da ko bomo šli v produkcijo z vsemi temi sistemi, se bo pa pokazalo, kje pa je neobhodna kakšna kakšna posebnost za kakšen segment, bomo videli. Pa vendarle bo več enotnosti, kot pa mogoče danes kdo misli, da smo jo zmožni narediti
vsem Slovenija že tako po naravi, ne, ima tako malo bolnic, tako smo majhni, nas je 2 milijona, da smo zmožni poenotiti procese. Nismo tako veliki, da tega ne bi mogli in ravno to bi mi kot država tudi mogli izkoristiti. In tudi imamo fantastičen centralni register podatkov o pacientih, ki ga je zdaj treba seveda samo še naprej uporabiti, standardizirati podatke in potem gor preklapljati sisteme, seveda, ki bodo noter sporočali podatke, seveda strukturirane podatke, ker danes marsikdo misli, da je PDF noter, a se je vse v redu. Ja, dobro, ampak kaj dost, pa Si mi pa s s tem temi ne moreš podatki ne pomagati, moreš ja. podatkov, ne. Zdaj, januarja letos ste na konferenci na Brdu pri Kranju imeli predstavitev projektov za digitalizacijo zdravstva. 9 projektov, težko bova obdelala vse, čeprav je vsak po svoje zanimiv. Me pa zanima, da glede na to, da je to v bistvu res veliko denarja planiranega za to in čas je pa v bistvu praktično manj kot 1 leto, do kdaj morajo biti implementirani. Kako se sploh lotiš tega, ko imaš toliko v bistvu različnih premikajočih delov in hkrati tako malo časa? Ja, je izziv, bom rekla, osebni zame je bil kar velik, predvsem z vidika tega zavedanja, kakšne kadrovske kapacitete v resnici rabiš za tako velike projekte in glede na to, koliko jih lahko dobiš tudi v toliko kratkem času v javni sektor, ker tudi zaposlitveni postopki, ko sem že ravno prej govorila, razlika javni sektor ali pa gospodarstvo so veliko, veliko počasnejši v javnem sektorju in vse to traja, seveda je treba biti potrpežljiv. Kako smo sploh začeli? Seveda ti za vsak projekt potrebuješ vodjo delovne skupine ali pa vodjo projekta. Po večini so to zaposleni na ministrstvu, imamo tudi 3 projekte, kjer so sodelavci pa iz drugih bolnišnic. In so to sicer 2 power userja, recimo, ki sta sicer bolj v vlogi izvrstne vsebinske vodje projekta, ampak jim potem mi zagotovimo tudi zastopanost drugih profilov, da projekt lahko potem teče. Seveda bi si želelo mnogo več še drugih profilov, ki nam danes manjka, ne, torej arhitekte, integratorje, UX specialiste, testerje in tako naprej, ampak pač imamo, kar imamo. Smo tudi seveda naredili en razpis, da bi pridobili strokovno pomoč na teh področjih, pa je bilo zanimivo, da recimo za umetno inteligenco sploh nismo dobili nobene prijave, pa to smo govorili o javnem naročilu, ker je šlo za naročilo svetovalnih storitev. Razumem, ja. Mislim, verjetno v svetu, kjer Facebook daje 100 milijonov letne pogodbe za svoje AI inženirje, težko tukaj, tudi če je javni razpis za svetovanje, tekmujete s podjetji. Ne vem, no. Očitno ne, ja, očitno ne, čeprav smo vseeno upali, da bomo dobili koga, ker nam takšna pomoč prav pride. Tako da mi potem sicer za vsak projekt, torej imamo projektnega vodja ali pa vodjo skupine, potem, kot sem rekla, k sodelovanju povabimo predstavnike relevantnih institucij. To so zdaj, lahko so bolnišnice, na primer pri nacionalnem registru zdravil smo imeli predstavnike 9 institucij, ki se ukvarjajo z zdravili, se pravi ZZS, IAZMP, Ministrstvo za zdravje in tako naprej. In te predstavniki potem so tisti, ki oblikujejo potrebe, vsebinske zahteve, kaj naj bodoča informacijska rešitev zagotovi, in bodo potem na koncu tudi tisti, ki bojo izvadili testiranje in bodo rekli, da dobili smo to, kar smo želeli, kar zdravstveni sektor v tem segmentu potrebuje. Zdaj pa seveda za vsako javno naročilo je treba imeti spisano razpisno dokumentacijo. Javno naročilo in seveda ti moraš narediti najprej analizo. Ker gre za tako velike projekte, je treba narediti odprte postopke in mi smo potem te postopke naredili, da smo dobili ponudnika, ki je s temi strokovnimi skupinami pripravil končne tehnične specifikacije za fazo implementacije. Torej, on je po tistih zahtevah, ki smo jih mi spisali, vlekel potem od njih potrebe in jih zapisal na način, da bo lahko implementator potem seveda naredil informacijsko rešitev. Tako da mi smo potem seveda, ko pa je razpisna dokumentacija pripravljena, se pa objavi javno naročilo na portalu, seveda, ker so vse večmilijonski projekti, grejo vsi na portal tudi EU, ne samo na slovenski portal in se pač tam objavi.
Zdaj, ker smo imeli zelo kratek čas, oziroma imamo še vedno za implementacijo, se pravi 30.6.2026, so imeli tudi te delovne skupine in seveda ponudniki, ki so nam pri tem pomagali, zelo kratke roke. Mi smo vsem dali praktično samo 3 mesece, da so pripravili razpisno dokumentacijo za implementacijo. To so brutalno kratki roki, glede na velikost teh sistemov. In zato sem jaz zelo ponosna, sploh ne morem povedati, kako za vse to delo, ki so ga opravljali vse institucije, vsi posamezniki, ki so kadarkoli je bilo treba prispevali svoje znanje, se usklajevali, ker so seveda tudi tako različne navade, različne potrebe. Tukaj je bilo pa treba skupaj stopiti in reči, takole bomo v državi delali. In to ni tako enostavno. Tudi NIJZ, ki je v bistvu glavni sogovornik, ne nazadnje tudi bodoči upravljalec vseh teh rešitev, je tukaj zelo aktivno sodeloval, glede na to, da že ima obstoječe e-zdravje, ki mora teči nemoteno. Tako da ta del je bil opravljen, jaz lahko rečem, z odliko strani vseh. Mogoče eno vprašanje. Rekli ste, da uporabljate neke zunanje izvajalce za pripravo teh razpisov. Kako pa veš, da ima ta zunanji izvajalec več znanja, kot ga imaš ti? Oziroma, kako veš, da ta izvajalec lahko to kompetentno vodi? Kako veš, da se ni samo nekdo, ki pač dela projekte, mogoče čisto za nekaj drugega, za vrtnarstvo, prijavil na tak razpis in zdaj v bistvu prvič dela nekaj tako pomembnega? Ja, to seveda zagotoviš z definiranjem ustreznih pogojev. Mi smo zahtevali pri analizah kar precej velike ekipe in raznolike ekipe. Ravno to, moral si imeti vodjo projekta z ustreznimi izkušnjami, analitika, spet arhitekta, programerja. Primer, recimo, ko sva prej omenila nacionalni register zdravil, farmacevta. Zakaj? Ker ti, če ne poznaš problema, vsebine, ne moreš tega reševati. Nismo tukaj pogojevali sodelovanja s tem, da bi ti prav pretirano že mogel na istovrstnih projektih sodelovati, nekje da ne, odvisno, pa vendarle ravno s tem širokim naborom kadrom, kjer je bilo nekje tam od 8 do 10 različnih profilov zahtevanih, smo mi potem pridobili precej dobre konzorcije, ker več ali manj ponudnikov se je moralo povezati v konzorciji, ravno zaradi te širine izkušenj, ki smo jo zahtevali, in so nam lahko potem zelo dobro v bistvu so nas suportirali. Samo eno svetovalno podjetje pa tega samo ne bi moglo narediti. Ne? Okay. Zdaj pa mogoče, da se dotaknemo še parih projektov. En tak zelo velik, ki se nas bo v zdravstvu dotikal vsak dan, je centralni PACS. Trenutno uporabljamo teleradiologijo, oziroma vsaka bolnica ima svoj PACS sistem, karkoli že pač uporablja. Zakaj rabimo sploh centralni korak? In potem bi pa mogoče še par tehničnih vprašanj iz samega. Ok, zdaj najprej kaj CPACS sploh je, torej ta sistem, ki ga postavljamo. To je centralna v bistvu radiološka zbirka in predvsem je namen tega, da se vsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti omogoči, da ima dostop do preiskav, ne glede na to, kje je pacient to preiskavo naredil. Seveda od zadaj je tudi seveda cilj, da mi zmanjšamo količino sevanja, ki jo posameznik dobi, predvsem, če bi ga slikali. Ker ne rabo vsakič znova. Mislim, to je tako, kot recimo z laboratoriji, ko pride neka oseba od osebnega zdravnika v bolnico, ker sistemi niso povezani, pač še enkrat da kri, zato da je pač v sistemu. Tako, to je glavni cilj. Seveda potem ne želimo, da so ljudje poštarji z teh slik s temi DVD-ji in hodijo okrog. Ja, to je mene mogoče osebno 2022 šokiralo, ko me je zobozdravnik v lastni organizaciji poslal na rentgen v eno drugo stavbo, potem sem pa iz tam dobil sliko na CD in jo nesel do zobarja nazaj. Mislim, to mi je bilo čisto... Razumel bi, če bi bile dve različni ustanove, pa še to vedno manj. Ampak znotraj iste ustanove pa je to skoraj nepredstavljivo. Ja. Zdaj pa mogoče, če se dotaknemo še stroške tega projekta. Znotraj, ko sem bral ta razpis, mi je bilo zelo zanimivo, da se kupuje tudi strojna oprema. Zakaj?
kupovala, seveda zdaj te same slike terjajo kar precej kapacitet. In mi smo potem rekli, da bomo to slikovno diagnostiko shranjevali seveda na tej opremi in hkrati smo šli še v vzpostavitev 2 novih podatkovnih centrov, kamor bomo zdaj oziroma že selimo tudi obstoječe e-zdravje in v te nove podatkovne centre se bo nameščala tudi vse ostale NOO sisteme, ki prihajajo. Novi te centri so zgrajeni skladno s standardom Tier 3, se pravi, da nam zagotavlja in redundanco, zanesljivost in tako naprej, se pravi, da smo odporni na napake. In seveda vse to je v resnici treba, ker se nam zelo, zelo povečujejo potrebe po zmogljivosti, ker se dviguje rast teh digitalnih storitev, torej ali obstoječih, ali pa seveda teh novih. Ko smo mi štartali z razpisom za CPAX, nismo vedeli, katere projekte vse bomo lahko izvedli, tako da mi tisto, za kar oprema, ki smo jo takrat naročili, zadošča, bomo porabili še lahko za kakšen manj potraten sistem. Medtem ko za določene sisteme, ki pa so zelo zahtevni, pa rabijo pač neke svoje ali specifike ali pa seveda druge zahteve, pa potem znotraj razpisa za implementacijo še vedno oblikujemo svoje sklope za nabavo strojne opreme. Razumem. Ja. Kako pa v bistvu rekli ste, da v bistvu kar ta visok Tier 3 moramo zagotavljati, ampak vse to verjetno zagotavljajo tudi kakšni večji cloud providerji, kot je Amazon ali pa kaj podobnega. Zakaj bi recimo kot taka mala država šli v to, da gradimo svoje podatkovne centre, namesto da samo v bistvu vzamemo pogodbo z enim od velikih, ki to dela za večje podjetja, za večje sisteme, kot je na zdravstveni? Ja, zdaj seveda podatki morajo biti v Sloveniji, ampak vseeno, tukaj praktično gre za, če lahko govorimo o oblaku, ki je postavljen v to varno ZNet okolje. To razumem, ja. Ga pa seveda sami upravljamo in gre, jaz to vidim kot nek javni zdravstveni oblak, ki je pač namenjen potrebam javnih zdravstvenih ustanov in pač varuje občutljive podatke pacientov. Ker je mogoče moj pomislek, kako pa bolj poskrbiš, da to ne zastara, ne? Ker to je v bistvu zelo drago za postaviti, ne? Ker drago za vzdrževati. Sicer velik plus je, da lokalno zaposlimo in izobrazimo kader, ki se s tem zna potem ukvarjati, ampak verjetno bo to čez 10 let že zastarelo. Zdaj, oprema, ki se je kupovala za PAX in predvidoma za 5 let njegovih potreb. Zdaj, kot pravimo, ko dodajamo nove NOO projekte, vidimo, da moramo še precej strojne opreme dodati. Oprema se bo pri marsikaterih projektih tudi kasneje dodajala glede na nove uporabnike, ki jih bomo uvajali. Torej, nekje, kjer imamo mi 3-letni načrt uvajanja, smo tudi dinamiko nabave strojne opreme prilagodili temu. Nismo šli zdaj reči, da bomo pa naročili vse, tudi če danes ne rabimo, ker vemo, da bo kasneje to lahko mnogo ceneje, ali pa morda bo pa kaj trajalo dlje časa, pa bo mogoče že treba obnoviti vse skupaj, ne. Zdaj, nas seveda je stala ta oprema za PAX nekaj več kot 4 milijone, strojna oprema. Najemi novih podatkovnih centrov pa nas stanejo z elektriko vred približno 50.000 evrov na mesec. Zdaj, PAX je bil pa približno 6 milijonov za samo implementacijo, ne? Če govorimo o stroškovnem razrezu tega projekta. To je v bistvu v 80 mesecih se nam to nekako pridemo na zeleno vejo, nekaj takega. Vsaj tako izgleda, no. Potem pa naslednji projekt je tudi zelo velik, je ta e-temperaturni list, sledi pa mu e-karton. Zdaj, e-temperaturni list, kaj je sploh smisel tega? To bo zdaj hospitalni informacijski sistem, je to nekaj drugega? Bo to samo nadomestilo tiste liste, ki zdaj visijo ob bolniških posteljah? Upam sicer, da ne visijo več, preveč, ampak sigurno včasih smo jih videli par let nazaj obešene na koncu postelje, ki so jih kar precej vsi videli, no. To nadomešča ta bel list papirja, ki pa sicer nosi kar veliko informacij. Ogromno.
tako. Vi to bolj veste kot jaz, a ne, ampak Ja, jaz jih tudi vsake 4 dni za paciente, za katere skrbim, prepisujem na roke, tako da No. vem, koliko v bistvu dela in administracije gre za to, v bistvu za podaljševanje teh temperaturnih listov. Ja. Pa tudi koliko napak se lahko zgodi, ker lahko zamenjaš eno črko, pa si v bistvu zamenjal zdravilo, ne. Tako, ja. Torej, ta sistem želimo ponuditi bolnišnicam, ker gre dejansko za sistem, ki se uporablja, ko se pacient zdravi v bolnici in je namenjen predvsem za spremljanje pacientovih vitalnih znakov, se pravi, tukaj govorimo o temperatura, krvni tlak, srčni utrip in tako naprej. In tudi za samo izvajanje, spremljanje ter potem nadzor predpisovanja in dajanja zdravil. In seveda in vse to je točno to, kar ste vi rekel, da povečuje tudi varnost samih temperatur, točnost zdravstvenih podatkov. In tudi, če bomo mi pacienta prestavili iz oddelka v oddelek, iz bolnice v bolnice, bodo ti podatki šli z njim, ker bodo v centralnem V sistemu bistvu vse v shranjeni. sklopu te brezšivne oskrbe, ki je tudi en tak velik Ja. projekt, ki izboljšuje kakovost obravnav Tako, s kliničnimi farmacevti. Žal klinični farmacevti še niso po vseh oddelkih. Kaj pa pol e-karton? Aha, še no, če lahko Aha, še okej. mogoče dodam okrog ETTL-ja, ta razpis oziroma ta sistem si bolnice zelo želijo. Ker samo nekaj bolnic v Sloveniji to že ima, velika večina, 20 pa ne. Mi smo šli zdaj v nabavo tega centralnega sistema, kjer smo prejeli revizijo, ki je bila že vložena konec aprila in smo ravno nekaj dni nazaj dobili odločitev, in sicer je revizijska komisija v celoti pritrdila Ministrstvu za zdravje in zavrnila zahtevek vlagatelja. Tako da mi zdaj lahko nadaljujemo z izborom tega ponudnika, kar je zelo pomembna časovna komponenta. In ravno zato upamo, da bomo res lahko ponudili vsem pacientom enotno to bolnišnično obravnavo skozi ETTL. Ta projekt je na dobri poti, da uspe. Seveda zdaj mora priti še do izbora ponudnika in tako naprej, nekaj bo še trajalo. Seveda pričakujemo tudi revizijske postopke še na to, ker se to pač vedno zgodi. Pa vendarle jaz res upam, da bomo potem do konca junija vzpostavili centralni sistem in potem, kot sem rekla, tudi postopno uvajali v bolnišnice ta sistem. Zdaj pa morda marsikdo vpraša, kaj pa tiste bolnice, ki pa imajo ta svoj sistem. Seveda nihče ne pričakuje, da ga bojo že kar opustile. Najprej je potrebno zagotoviti, da tisti, ki ga nimajo, do njega pridejo. In to bo trajalo. Je pa zakon tudi tako predvidel, da tisti, ki že imajo svoje sisteme, se morajo na nov centralni sistem priklopiti v 3 letih, ko je ta vzpostavljen in seveda uveden. Tako da je tisto prehodno obdobje zelo, zelo v resnici dolgo. Ja, mislim, vsi tako govorimo o interoperabilnosti in to je en tak primer, ko se bo pokazalo, kakšno interoperabilnost v bistvu obstoječe rešitve imajo. Zdaj pa ta e-karton, to je tudi en v bistvu zelo pomemben del razpisov. To v bistvu cilja primarni nivo, kaj bomo v bistvu delali z e-kartonom. Ja, zdaj pri samem e-karton je v bistvu zelo široko zastavljen projekt, bo na voljo praktično vsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti in ima v osnovi 2 glavna izdelka tega projekta. Eno je, da bomo imeli na nacionalni ravni usklajen ta podatkovni model. Torej, zdaj po domače je to povedano, na kakšen način, s katerimi podatki se bodo pač podatki pacienta zapisovali v našem zdravstvu. Torej ne več svinčnikov v tisto rumeno mapo. Ne, v enotne rešitve, ki bodo enotne in bodo usklajene za dogovorjena področja. Poenotili smo se na področju družinske medicine, pediatrije, patronaže, ginekologije, zobozdravstva in kar se tiče sladkornih bolnikov. In s tem smo zdaj začeli. Tudi ta projekt je že, pa razpis je bil seveda objavljen, zopet dana revizija, ki ni bila uspešna, tako da smo zdaj že v postopkih pogajanja s ponudniki. Tukaj imamo, kot sem rekla, več sklopov, ki sem jih povedala. Dobili bomo zdaj še končne specifikacije,
ponudbe in izbrali ponudnike. Tako da tudi to je na dobri poti, da zaživi dejansko v tem času. A ta projekt je binaren, morajo uspeti vse vertikale, ali v bistvu tudi čez kakšna vertikala pade skozi? Kako je v bistvu pol s takimi velikimi projekti? Zmeri cilj je 100% delivery ali je nek wiggle room? Ja, zdaj tega smo prav namenoma sicer razbili na posamezna področja, predvsem tudi zaradi izvedljivosti in zaradi kapacitet pri IT ponudnikov, ker smo želeli, da damo možnost čim večjim ponudnikom, da se morda prijavijo samo na eno področje, ker so močni, ker tle je bistvo, da si vsebinsko močan in da bodo lahko pravočasno naredili. Ker če bi vse skupaj dali v en paket, je lahko problem pri teh rokih, ali bo to izvedeno ali ne. Slovenski IT prostor ni spet tako velik, da bi lahko z lahkoto vse naenkrat naredil. Tukaj smo šli s tem namenom in zdaj upajmo, da ne bo nikjer zamud, ampak so neodvisni med sabo, ker jih bodo tudi izvajali lahko različni IT ponudniki, kot so se pač prijavljali na te sklope. In so zelo različno prijavljeni, kdo bo pa dobil, bomo pa videli. Tako. Zdaj, temelj vseh teh podatkovnih zbirk državnih je tako imenovani ZNet, to je v bistvu VPN network, ki povezuje zdravstvene izvajalce. Velikokrat mi kakšen pacient reče, da je šel na nek pregled k privatnemu izvajalcu. Ti ponavadi velikokrat rečejo, da nimajo dostopa do tega ZNeta in potem teh izvidov ni. Ali je predvideno, da bojo pač tudi privatni izvajalci, se pravi tisti izven javne mreže, vključeni v te sisteme, oziroma kako bojo oni potem vse svoje izvide tako posredovali naprej? Že danes je v bistvu tako, da se vsak izvajalec zdravstvene dejavnosti, ne glede na to, ali je zasebnik ali je javni, lahko vključi v enoten informacijski sistem. Ja, in celo vklop v ZNet je tudi za zasebnike v bistvu brez plačila stroškov za preklop. In tudi brez kakršnikoli stroškov za vzdrževanje. Torej ni več tako, kot so včasih, ko so mogli tisti modem kupovati, pa to je v bistvu zdaj vse strašno. Oni nimajo praktično nobenih razlogov, zakaj podatkov ali pa izvidov ne bi posredovali v sistem. Seveda pa oni niso nikakor finančno spodbujeni, ali pa da bi jih lahko mi spodbujevali. Seveda, javni zavodi so zdaj v bistvu obvezani pošiljanje v CRPP, ker drugače ne dobijo krite storitve strani zavarovalnice. Tako. Pri zasebnikih tega ni, je pa seveda pomembno, da mi kot pacienti vemo, pa se lahko tudi zahtevamo, da ta izvid pride v sistem, kjer bo na voljo drugim izvajalcem in bodo videli že neke rezultate, ne da bomo spet šli na podvajanje preiskav. In tudi recepti, že od leta 2015 sam sistem e-recept podpira izdajo belih receptov, torej tistih, ki so na voljo v samoplačniških ambulantah. Tako da tukaj razlogov, zakaj zasebniki ne bi morali tega uporabljati, ni. Okay, super. Potem imamo pa zdaj malo o zdravju nadaljavo. En od zelo uspešnih projektov je aplikacija Zvem, tudi jaz jo imam na telefonu, zelo popularna je postala med covidom, ravno zaradi tistih certifikatov, ki so v bistvu zelo hitro postali stalnica našega življenja, gibanja med občinami, med državami. Da ima mogoče malo na hitro še te aplikacije se dotakniti. Kako izgleda stanje aplikacije danes? Ja, danes jo uporablja blizu 600,000 uporabnikov, in jo seveda tudi uporabljam, sicer malo manj, pa vendarle je v porastu. In tudi ravno z novimi funkcionalnostmi, ki jih zdaj vzpostavljamo, verjamemo, da bo število uporabnikov tudi naraslo, ampak kot sem rekla, tukaj je zraven velik spremljajoči del, ki mora biti narejen, informiranje javnosti. Če tega ni, ne bo nihče nič bolj uporabljal, tudi če so tam fantastične elektronske storitve. Zdaj sam Zvem v letošnjem letu, tisto, kar sva že začela z digitočkami in z informiranjem, da Zvem postaja enotni komunikacijski kanal. To je ena zelo pomembna funkcionalnost, ki jo dobiva ravno v okviru tega projekta, kot mi pravimo, zdravje na daljavo. Namen tega projekta je, da bomo imeli mi enoten kanal
komunikacije, elektronski seveda, vsi ostali ostajajo takšni, kot so seveda bili osebni, da bo z vsakim izvajalcem zdravstvene dejavnosti. Torej, ne glede na to, kje je nekdo opredeljen, bo lahko komuniciral prek tega z obema. Lahko torej to pomeni, da bomo mi se naročali družinskemu zdravniku, otroke k pediatru, lahko bomo celo komunicirali s timom v bolnišnici, kjer smo naročeni, ali celo svojo patronažno sestro. Seveda, zdaj to pomeni precej velik zagon, da mi vključimo zdravstvene delavce. Ko vključimo zdravstvene delavce, moramo pa seveda še ozavestiti vse končne uporabnike. Ja, mislim, čisto moja osebna izkušnja. Zdravstveni dom, v katerem imam jaz osebnega zdravnika, je implementiral eno od teh rešitev, ki omogoča varno komunikacijo z zdravnikom. No, uporabniška izkušnja je bila tako sitna, da mi je pač odvrnilo od obiska zdravnikov. Zdaj, ko sem zdravnik, si pač te recepte napišem lahko sam. Ampak vseeno, uporabniška izkušnja je res pomembna. In mislim, da s to aplikacijo Zvem delamo korak v pravo smer, zato ker v bistvu poenotimo. Se pravi, ne bomo zdaj za vsakega izvajalca rabili nove aplikacije, ene bojo zahtevale številko zdravstvenega zavarovanja, ene bojo podpirale SIPAS, ki v bistvu ima odprto specifikacijo, tako da ni nekega resnega izgovora, da ga ne bi aplikacije uporabljale, ne. Tako da se mi zdi, da ta aplikacija res veliko ponuja. Eno od javnih naročil na so tudi vprašalniki, ne, za paciente. In tudi tukaj se mi zdi, da bo veliko priložnosti za zbiranje podatkov, pa tudi za spremljanje pacientov, se pravi prek teh promov, patient reported outcomov. Ja, tako. In zdaj tudi, ne vem, če ste zasledili, je že novost in je že nekaj mesecev v produkciji. Na Zvemu so dostopni tudi podatki iz ZZZS-ja o posamezniku. To pomeni, da lahko vidite, recimo, če ste bili hospitalizirani, stroške hospitalizacije, stroške vsakega pregleda, torej kdo kdaj ga je naredil, stroške vseh zdravil, ki so vam bili pač dani. In to pol pomeni dejansko vse na enem mestu, ker končnega pacienta res praktično ne zanima, kaj je stvar e-zdravja, kaj je stvar ZZS-ja, to so njegovi zdravstveni podatki in tam jih bo imel. In jaz bi poslušalce povabil, da si pogledajo, no. Ja, seveda. Definitivno je zelo zanimivo videti. Ti podatki o zdravstvene zavarovalnice segajo kar daleč nazaj in lahko v bistvu vidiš, vsaj jaz lahko vidim, kaj vse se je dogajalo z mano v otroštvu, katere stroške sem ustvarjal. Definitivno pa se mi zdi, da je tudi zelo pomemben občutek, da zdravstvo ni zastonj, ne. Mi v bistvu kar veliko od svoje plače namenimo zdravstvenemu zavarovanju in v bistvu zanimivo je videti, sploh če si v kakšni bolnišnični dolgotrajni oskrbi, kako so te zadeve ovrednotene. Zdaj prihaja tudi nov obračunski model, mogoče bodo te vrednosti zdaj korigirane, da bojo bolj blizu realnim vrednostim, ne. Še vedno se zgodi, da je lahko specialistični pregled nekaj manj kot 20 €, kar mogoče ni čisto realno. Zdaj pa mogoče, da se dotakneva centralne baze zdravil. Zdaj to že imamo, zelo zastarelo spletno stran, ki ni ravno uporabniku prijazna. Imamo pa tudi aplikacijo Mediatli, ki jo v bistvu zdravniki uporabljamo, oziroma celotno zdravstveno osebje. A ni to že rešen problem, zakaj rabimo posodabljati CBZ? A ni to ista zadeva? Ja, zdaj stoječa centralna baza zdravil CBZ, kot ji rečemo, oziroma zdaj po novem smo pa rekli, da vzpostavljamo nacionalni register zdravil, tako da nova kratica bo NRZ, je bila takrat, ko je bila vzpostavljena, predvsem z namenom spremljanja cen zdravil in tudi z namenom podpore pri obračunavanju zdravil v breme ZZZS-ja. In ko smo dobili podporo, pobudo strani institucij, da bi pa prenovili bazo, smo rekli, dobro, zberemo vse relevantne sogovornike na kup in smo jih in vprašali, kaj se pač o tem menijo, torej za stališče. In so bile skupne ugotovitve, da ta trenutni CBZ ne zagotavlja dovolj kakovostnih, strukturiranih in popolnih podatkov. In da to potem povzroča težave in pri iskanju informacij, ročnih vnosih in seveda povečuje možnost napak. In potem smo začeli seveda tako kot ostalimi projekti s pripravo teh novih zahtev za nov ta nacionalni register zdravil.
Zdaj, ko ste pa že vprašal po tej obstoječi tudi drugi aplikaciji, ki obstajajo in jo kolegi, ki so jo v teh zdravstvenih krogih uporabljajo, pa so povedali, da so v zahteve za nov register zajeli funkcionalnosti te rešitve in seveda tudi funkcionalnosti centralne baze zdravil, da bosta skupaj, ki danes Bomo ima končno videli, kdaj je zdravilo na voljo, na primer. ki imata pač vsak malo prednosti in malo slabosti, da bo to rešil nov nacionalni register zdravil. Okay. Pol pa strateški podatki, to je spet en zelo pomemben projekt. Predvsem smo videli med covidom, kako pomembno je, da imamo podatke zbrane na enem mestu. Jaz sem tudi del skupnosti Sledilnik. V bistvu Sledilnik je zbiral podatke različnih institucij med covidom, vse dajo na isti imenovalec in prikazoval javnosti na prijazen način, kakor to mogoče do tedaj ni še nihče drug. Bili so zelo agilni, zato ker pač ni šlo za neko podjetje ali javno ustanovo, ampak pač vsak, ki je imel prosti čas, je lahko volontiral in naredil nekaj, kar ga je tisti trenutek zanimalo. Zdaj pa, kakšno je stanje teh podatkov danes? Še vedno, recimo, kot javnost ne moremo videti, kako so obiskane urgence, kako so obiskane bolnice, ne vemo, kakšni so odzivni časi lokalnih nujnih medicinskih pomoči. Ne moremo reči županu, da je zdaj pa treba tukaj nekaj izboljšati, ne? Glede na to, da so NMP del zdravstvenih domov. To so verjetno vse podatki, ki bojo kmalu prišli v javnost, oziroma vsaj kmalu zbrani na enem mestu in omogočali neko kvalitetno upravljanje s sistemom. Ja, seveda, zdaj, da ti kažeš podatke, moraš vedeti, da so pravi, da tam, odkudar jih črpaš, so ažurni. Ravno zato spet prenavljamo te osnovne, primarne informacijske sisteme, na katere se bodo pač potem tudi ta orodja vezala. In zdaj ta projekt Strateški podatki smo štartali iz enega zelo preprostega razloga, da omogočimo neko spremljanje kazalnikov, to, kar ste vi omenili, seveda z nekim začetnim naborom, ker nekje je treba začeti in tam, kjer smo najbolj gotovi, da imamo podatke na voljo, potem pa seveda se ta nabor širi in s tem dejansko prispevamo k tem, da se zdravstvene politike lahko bolj kakovostno oblikujejo. Seveda, da imamo mi neko večjo odzivnost sistema, učinkovitejšo rabo samih javnih sredstev in tudi strateško veliko boljše odločanje na ravni države. In zdaj potem smo pa rekli, smo pa začeli zopet, kaj rabimo za to. In smo rekli, v redu, dajmo vzpostaviti iz tega projekta bodo nastali trije izdelki. Eden je sam sistem poslovne analitike in podatkovnega skladišča, ki bo v bistvu vseboval nadzorne prilagodljive plošče za podporo odločanju, kjer bomo imeli prikazane te ključne kazalnike učinkovitosti delovanja sistema in kot sem rekla, jih bomo potem še dodajali. Želimo potem tudi kot en svoj sistem vzpostaviti poročevalsko-analitični sistem za pridobivanje podatkov od javnih zdravstvenih zavodov. Ker trenutno javni zavodi pošiljajo samo neke zbirne Excel tabele. Tako. Zdaj, kaj se pa s temi Excel tabelami zgodi? Mislim, včasih pride kakšno poročilo v javnost, ampak zares pa nimam občutka, da bi se z njimi kaj veliko počelo, ne? Tako, zdaj bojo pa podlaga, da bojo lahko seveda ti podatki tudi že takoj vidni. Na začetku omejenemu številu uporabnikov, zato da bomo videli, da to, kar v bistvu dobimo in kar bi želeli pokazati javnosti, je res pravilno. Potem bomo pa seveda to odpirali postopno. Ja. In tukaj je zelo pomembna ta zanka sekundarne uporabe podatkov. To smo videli tudi na našem portalu Zdravniki Sledilnik, kjer smo ugotovili, kako netočni so bili podatki o dostopnosti do primarnega nivoja. Ja. In dokler to ni bilo na spletni strani, da je v bistvu vsak lahko pogledal in rekel, tukaj nekaj ne štima, to ni res. Do takrat so ti podatki stali tako, kot so, in pač ljudje so v bistvu hodili okoli od ambulante do ambulante, pa upali, da bo tam prostosebni zdravnik, ne. Je pa res, da je to pokazalo, v kakšnem stanju je primarni nivo, ker mogoče je kar taka vroča tema, pa tudi kaže na razlike med deli države, kako so nekateri bolj pokriti, nekateri slabše, kako v bistvu lahko veliko sloni na tem, da en zdravnik podaljšuje svoj čas do penzije, ne, v nekem kraju.
Ja, sigurno si bomo lahko potem precej ogledali prek teh dashboardov, ne, in ravno tudi to, ja, lahko bomo izbirali po zavodu, lahko bomo izbirali glede na občino, po različnih parametrih si bomo filtrirali te podatke, vendar pa, ja, kot rečeno, najprej rabimo sistem, preveriti podatke, začeli bomo s parimi kazalniki, ki smo si jih zadali, so čakalni seznami. Ja, čakalni seznami so zdaj, oziroma mi smo se znotraj naše skupnosti že igrali s skrepanjem spletne strani čakalnih dob. Ampak v bistvu ne moreš nekih zaključkov delati, če vedno dovolimo, da v sistemu so okvirni termini, ki povzročajo veliko problemov. Velikokrat so samo nek placeholder za storitev, ki mogoče zavod niti ne izvaja več ali pa nima osebja, da bi jo krilo, ne. In iz takih podatkov pol v bistvu zelo stresočo roko delaš kakršnekoli zaključke, zato ker veš, da v bistvu težko karkoli rečeš, ker podatki niso na nivoju, da bi dovolili kakršnekoli resnejše analize, verjetno. Ta namen tudi prenavljamo sistem čakalnih seznamov, vzpostavljamo enoten čakalni seznam. To pomeni, da se bomo lahko naročali direktno v urnike ambulant. Ja, zelo zanimiva je zgodba recimo podjetja Epic, to je to ameriško podjetje, ki dela hospitalne informacijske sisteme. Kako gledajo v milijardah prihranke s tem, koliko lahko prihranijo stroškov, s tem, ker administrativni delavci ne rabijo vsakega pacienta klicati, in si treba pošiljati mailov gor pa dol, pa iskati termin, ampak pač pošlješ link in se naroči, ne. To je za mojega frizerja že samoumevno, v zdravstvu pa še kar zgubljamo čas in resurse za take zadeve, ne. Upam, da ne več, kajti razpis je zunaj za ta enotni čakalni seznam in je seveda tudi v planu, da je vzpostavljen, ja, do sredine 2026. Potem pa rekla sva, da v bistvu ti podatki bojo dostopni na začetku omejenemu naboru ljudem. Zakon o digitalizaciji pa razlaga, da bojo podatki mogli biti brezplačno na voljo za raziskovanje. Kako bo pa to omogočeno? Zato bojo potrebne seveda informacijske tudi rešitve. Postopki seveda so popolnoma že danes, za raziskovalce so že znani in bodo seveda tudi tukaj enaki. Je pa, vidimo pa ravno to nadaljnjo obdelavo podatkov zelo v bistvu ključno, ne. Ključno je, da damo na voljo podatke, ki so, kot sem rekla, lahko najprej so podpora seveda vsem nekim sistemskim odločitvam. Potem seveda tudi vsa nadaljnja obdelava, seveda govorimo tukaj o anonimiziranih podatkih, a ne. Potem lahko nam da vpoglede v marsikaj, ne, v to, kako so bolezni razširjene, kako imamo po regijah, starostnih skupinah, kakšne izide in tako naprej. Spet lahko spremljamo neke ukrepe, postavljamo strategije, če ti podatki seveda so tam na voljo marsikomu, ne. In tudi verjamemo, da ravno s podatki mi lahko dosežemo, da se bodo še naprej spodbujale inovacije, raziskovalno delo. Da tudi potem prelivi v neko poslovno okolje, seveda. višanje dodane vrednosti. Tako. Predvsem je najbolj tak prelomna zadeva, da bojo ti izvozi mogli biti brezplačni, ker velikokrat do zdaj se je za take zadeve računalo administrativne stroške. Tako da me zanima, no, kako bo to na koncu obležalo v realnosti. Upam, da čim bolj učinkovito. Ja, jaz tudi, no. Ja. Upam, da od tega, ko se spomniš hipotezo, pa v bistvu dobiš etično komisijo do tega, ko boš podatke imel na računalniku, da delaš z njimi, ne bo minilo preveč časa. Oziroma recimo Epic ima rešitev Kozmos, kjer v bistvu vse te bolnice, ki sodelujejo, dajo anonimizirane podatke in pol v bistvu ti s tem delaš bolj ker si želiš itak so anonimizirani, ne. Potem na hitro sem dotaknil dispečerskega razpisa in nujne medicinske pomoči. Zdaj v bistvu, to je tudi v bistvu so vsi projekti kar veliki, no, ampak ta je eden največjih. Veliko je premikajočih delov, ne lotevamo se samo rešilcev, ne lotevamo se urgentnih centrov, dežurnih ambulant, satelitskih urgentnih centrov. V bistvu me pa zanima, ali so ti cilji po vaše realno dosegljivi? Mislite, da bomo v celoti ga dosegli? Ali smo v bistvu zelo visoko ciljali, pa bomo v bistvu zaradi tega, tudi če ne dosežemo vsega, kar visoko pristali? Ja, zdaj, ja, dobro vprašanje. Zdaj, sam razpis za dispečerski sistem oziroma nujno medicinski NMP-ja
je bil enkrat že neuspešen, ker smo očitno zahtevali preveč za razpoložljiv čas. Seveda, tukaj so bili v tem razpisu so se pokrile vse potrebe, ki so jih predstavniki vseh relevantnih služb podali. Mislim, da so zelo dobro naredili, ker so v bistvu bili tudi prvi projekt, ki smo ga štartali na ta način, da smo jim rekli, ok, 3 mesece imate, napišite in pojdite. Nismo dobili nobene ponudbe, tako da smo se potem zdaj v naslednjem krogu odločili razbiti sistem na 2 dela. In lahko naredimo 2 ločena sistema ali pa samo enega. Torej, prvi je enoten sistem za dispečersko službo zdravstva. Se pravi, da imamo podporo sprejemu vseh vrst klicev na dispečerske centre zdravstva, aktivacijo mobilnih enot nujne medicinske pomoči in potem nadaljnjo komunikacijo dispečerskih centrov s temi mobilnimi enotami. Ja, jaz samo upam, da ko bom klical 112, da se bojo podatki o moji lokaciji posredovali. To gre še vedno prek Rekota in trenutno ti podatki mislim, da ostajajo na Rekotu. Ja. No, drug sistem, ki smo ga pa zdaj kot svojega potem tudi razpisali, je pa enoten sistem za mobilne enote službe medicinske pomoči. Ja, ampak če prav razumem razpis, bojo tudi fiksne enote, se pravi urgentni centri, dežurne službe, satelitski urgentni centri. Vsaj tako je bilo planirano iz štarta, ne pa če se je to zdaj vmes spremenilo. Spremenil se ni prav bistveno obseg, razen kompleksnost pa integracije, ki so marsikoga odvrnile od prijave, glede na razpoložljiv čas. Vsaj take informacije smo dobili, mislim, da so prišle s tujine, če so mi kolegi prav povedali. Tako da smo potem šli majčkeno zbijati samo kompleksnost, pa soodvisnost sistemov in upamo, da bomo vseeno dobili ponudbe, ker si pač tak sistem naše dispečerske službe želijo in bomo pa kmalu videli. Ja, bomo kmalu videli, mislim, da so ali 18.8. je rok za oddajo ponudb, pa bomo videli, kaj dobimo. Zaenkrat vprašanja prihajajo, ker mi vedno tudi po količini vprašanj na javno naročilo vidimo, ali in kakšen je interes. Očitno je tukaj nek interes, ker so vprašanja praktično, pa so tokrat zelo konstruktivna. Pogosto dobivamo tudi precej za nas negativna vprašanja, ker so vprašanja na javnih naročilih. Veliko je jeznih mnenj, kar sem bral tista naročila. Jezna mnenja, tako in tudi neke vrste izsiljevanja, ker če vi preberete tudi že odgovor, mi pa včasih tudi vprašanje malce spremenimo, ker gre že za precej osebne napade na posameznike, ker tukaj je precej poskusov, da bi spreminjali kakšne pogoje in tako naprej, in prihajajo tudi zelo neprijetne stvari, ki potem mi posameznika zaščitimo s tem, da ne objavimo njegovih osebnih podatkov v odgovorih. To je nekaj, kar ste me prej spraševali pri javnih naročilih, spremenila. Da, ko ti enkrat postaviš vprašanje, moraš biti podpisan. Moraš biti podpisan, oziroma magari na koncu postopka se potem ta anonimizacija pač lepo razkrije, ker potem bi bila kultura spraševanja precej drugačna. Verjetno z uporabo certifikatov za komentiranje na splošno, tudi po drugih portalih bi dvignili kulturo našega interneta. Ja. Zdaj, čisto preden se dotakneva ostalih vprašanj, mi pišemo razpise v angleščini, ampak objavljamo jih pa na evropski portal. Mislim, pišemo jih v slovenščini, ne prevedemo jih v angleščino. Se pravi, mi v bistvu od tujih podjetij zahtevamo, da si oni najprej prevedejo v angleščino, oziroma katerikoli pač jezik imajo, in potem pričakujemo, da bojo oni v bistvu v prijavnem roku vse vsebinsko predelali, pripravili ponudbo, poslali vprašanja. Ja. A je to standardna praksa v Evropi, oziroma zakaj se ne lotevamo tega na način, da bi odprli trg za Evropo? Verjetno v Evropi obstajajo rešitve, ki bi se lahko to prijavile, pa se v bistvu potem vidijo te naše ČŽŠ-je, pa se obrnejo stran. Ja. Zdaj, dejansko je tako, da mi pripravljamo to v slovenščini in tega ne prevajamo v angleščino, tudi zaradi vseh časovnih omejitev, ki jih imamo. In nenazadnje, vsak implementator mora tukaj komunicirati v slovenskem jeziku. Zakaj pa? Zato, ker enostavno so ekipe take, ki seveda lažje komunicirajo v slovenščini. Mi nimamo zdravstvenega sektorja pripravljenega na komunikacijo v angleščini, v tako strokovnih
zadevah. Mogoče se vam zdi, da je to nekaj normalnega, pa vendarle, ne, celoten sistem je veliko uporabnikov, veliko deležnikov. In v vsakem primeru, tudi še posebej, ko prihajamo pa še do kakšnih točk integracij z obstoječimi sistemi, se morajo oni povezati z nekom v Sloveniji. Tako da ne vidim toliko težave v tem, da je razpis v slovenskem jeziku, ker se danes ni težko prevesti. Bolje to, kako neko tuje podjetje zopet v relativno kratkem času vstopi na nov trg. Tako. Tukaj nimamo verjetno seznama podjetij, ki bi jim lahko pomagala. Ne, pa ki so pripravljena in tako naprej. Je relativno težko. Težko je verjetno poslovne vezi skleniti v 3 mesecih. Tako. Še manj, kajti za samo prijavo na razpis imaš približno mesec dni, kar sicer primer dispečerije, kolegi so šli pogledati tuje rešitve v tujino, v nekaj držav, da so videli in stroške, in čas, in kompleksnost, in vse težave, s katerimi so se srečevali v tujini pri vzpostavljanju novih takih sistemov. In seveda govorili so tudi s ponudniki, ki so te sisteme tam postavljali, tako da ta informacija, da Slovenija postavlja nove sisteme, je bila zagotovo prisotna na mednarodnem trgu, vendar pripraviti eno resno ponudbo v tako kratkem času pa je zagotovo izziv. Še bolj izziv pa je seveda tako kompleksen sistem potem implementirati v enem letu. Tako da tukaj je kombinacija vsega, zagotovo sama razpisna dokumentacija v slovenščini ni razlog za to, da nimamo tujih ponudnikov, jih je še mnogo več, eden izmed njih pa je čas. Okay. Potem pa bi vprašal še za en projekt, ki ga pa pogrešam na seznamu teh NOO-jev. In sicer enoten laboratorijski šifrant. Kliniki vedno bolj ugotavljamo, da je v bistvu to temelj brezšivne oskrbe. Zdaj, laboratorijskih naprav verjetno ne dela tako veliko različnih proizvajalcev in verjetno ti proizvajalci so neke multinacionalke, tako da podpirajo neke osnovne standarde. Zakaj potem to tako problematično spraviti na enoten državni standard? Zdaj mi smo se s tem laboratorijskim enotnim šifrantom ukvarjali pri ETTL-ju, pa nismo na slovenskem nivoju našli zelo enostavne poti do njega, tako da smo potem glede na čas, ki ga zopet imamo, pa postopke, ki so nam na voljo, govorimo o postopkih naročil, smo se odločili za tako imenovan izločen sklop. To pomeni, da lahko povabiš, da lahko izvedeš do vrednosti 80.000 evrov, pa največ 20% vrednosti celotnega projekta, posebna naročila. In znotraj tega naročila bomo mi pozvali podjetja, ki proizvajajo to laboratorijsko opremo, in jih bomo angažirali, da te njihovi šifrante laboratorijskih preiskav zmapirajo na Loink. Toliko smo si zadali, glede na opcije. Verjetno gre za v bistvu laboratorijske informacijske sisteme, ker mašine verjetno že podpirajo Loink a priori, kako bojo drugače, delale in v Sloveniji, in v Avstriji, in na Hrvaškem. Oni dajo šifro zraven rezultata in pa se pač vsak znajde sam, da to prevede. Tako, vsi upajmo, da bomo prek tega dobili na nek način. Tukaj sem hotel izpostaviti en moj tak banalen primer tega, kako se v bistvu ti podatki laboratorijski težko delijo. In sicer za enega pacienta sem imel podatke, ki smo jih pošiljali v drugo ustanovo, zato ker pač teh preiskav ne delajo povsod, ker so drage, obejene. In v bistvu rezultati so prišli po papirnati pošti 20 dni kasneje. In to se v Sloveniji v 2025 še vedno dogaja. Čeprav so oni relativno hitro že vedeli rezultate in so po telefonu jih lahko sporočili. Tako da to je taka zanimivost. In to se mi zdi, da je definitivno nekaj takega, ki v bistvu dela težave pri oskrbi. In vpliva tudi verjetno na izhode pacientov. Seveda, in zdaj tudi ravno ko postavljaš sisteme na nacionalni ravni, so ravno ti šifranti ključnega pomena na koncu postanejo. Ravno pri ETTL-ju imamo tudi izziv oziroma potrebo po Nanda šifrantu, ki se v negi uporablja za oceno pacienta, pa kako se njegov negovalni načrt oblikuje. Tako je. Nanda je v bistvu kot MKB, samo da v bistvu se uporablja za nego, noter so, koliko je pacient konkreten, take zadeve. Tako. In tudi
Tega nimamo v Sloveniji. So pa te stroški kar precej visoki. Izhodiščni za Nando so na letnem nivoju 200 000, pa gre praktično samo za licenco v bistvu. Ja, nič posebnega. Tako da ni ta stvar tako poceni, seveda je pa potrebna, ko postavljaš nacionalne rešitve. To se pa strinjam. Medtem ko Snomet, recimo Slovenija, že ima zakupljen. Zdaj bi se dotaknil še novega zakona o digitalizaciji. Pač res imamo veliko pomembnih tem, tako da se je žal to malo zavleklo, ampak samo čisto na hitro, kaj je namen tega zakona, z vašimi besedami? Kaj je namen tega zakona? Sam zakon v bistvu naslavlja glavne izzive slovenskega zdravstva in ima v bistvu 4 glavne strateške cilje. Eno je, da zagotovi bolj kakovostno zdravstveno obravnavo in da tudi razbremeni zdravstvene delavce. Zdaj pa kako? Ker vedno pravimo, zakon je zakon, seveda gre pa zakon pol vedno z roko v roki z implementacijo. Namreč mi menimo, da s tem, ko bomo zagotovili strukturirane, zanesljive podatke zdravstvenemu osebju, da bo s tem imel bolj celovit pregled nad njegovim zdravstvenim stanjem, da bo manj napak, manj bo podvajanja preiskav, bolj učinkovita bo komunikacija. Ko sva prej govorila o ZVM-u, cilj je tudi, da se vzpostavi komunikacija med timi, ne samo na nivoju uporabnik ali pa pacient tim, ampak tudi timi med seboj, da se lahko potem lažje načrtuje vse ukrepe ali na ravni posameznika ali pa seveda tudi pol sistema. S tem, ko imamo mi osebju, damo na voljo podatke, ko jim damo na voljo digitalna orodja, bodi si za komunikacijo, bodi si prepoznava govori, karkoli, bomo več časa jim pustili za pacienta. In s tem bomo zagotovo ukrepili tudi... To je pod pogojem, da je uporabniška izkušnja dobro narejena. Velikokrat se zalom ravno pri uporabniški izkušnji, in potem namesto tega, da pišeš na papir in ti vzame par sekund, traja veliko dlje. To je lahko problem tudi pri diktafonih. Na kaseto je v bistvu zelo hitro vse skupaj za zdravnika, za administratorja, pa to traja veliko dlje. In to sem se ravno v zadnji epizodi pogovarjal z Tadejem Maligojem, kako je v bistvu pomembno gledati na proces kot celoto. Tako da tukaj je treba ta vmesni člen, ki ste rekel, pretipkavanje ukiniti v resnici. Če greva nazaj na cilje, zdaj s centralizacijo rešitev mi želimo tudi samim izvajalcem seveda ponuditi informacijske rešitve, da se ne rabijo več oni ukvarjati s postopki nabave, vzdrževanjem, vzpostavljanjem, za katere verjetno je za državo to tudi cenej, da ne rabi v bistvu vsaka ustanova svojih licenc, svojega financiranja razvoja, ampak je to v bistvu centralno. Tako, eno je, da je tukaj en stroškovni vidik, drugo je pa tudi, da so vsa ta pogodbena razmerja kvalitetno zastavljena. Ker danes kadra je premalo na zdravstvenih institucijah in pa vsak izvaja te nabave, kakor ve, v resnici in zna. Tukaj pa je namen, da ravno ta centralna entiteta, ki se bo vzpostavila, se pravi nosilec centralne informatizacije v zdravstvu, rata seveda neke vrste sogovornik izvajalcev zdravstvene dejavnosti na eni strani, tudi podpora za marsikatere njihove procese in IT ponudnikom na drugi strani. In to novo javno podjetje bo skrbelo za seveda učinkovito in seveda strokovno delovanje vseh centralnih rešitev. Tudi nudilo bo podporo na področju kibernetske varnosti lahko bolnicam. Tukaj zaradi tega, ker bo imelo kapaciteto zaposliti kader na tem področju, ki ga sicer zelo manjka. Je pa cilj seveda tudi tega zakona, že vse to, kar sva prej govorila skozi projekte, krepitev strateškega odločanja, kajti ravno s tem, ko informatiziraš procese, ti povečaš transparentnost, ker naenkrat imaš ti podatke na dlani, boljš načrtuješ Ministrstvo za zdravje, ZZZS, vsi skupaj. Na koncu dobiš eno celo verigo skupaj s plačnikom, ko lahko potem rečeš, ok, potrebni so te ukrepi. In seveda krepiti želimo pravice pacientov, dati jim na voljo te podatke v CRPP-ju danes oziroma bodoče je to CES, centralni elektronski zdravstveni zapis, da tudi sami vidijo podatke, ki bodo seveda strukturirani, iz tega lahko potem marsikaj jim prikažemo. Dokler tega ni, seveda, in tudi to ne bomo mogli ponuditi. Tako da zdaj
zakaj pa je sploh do tega prišlo, do te rešitve, da se vzpostavi enotna entiteta, je ravno prišlo zaradi tega, ker je manko IT kadra, sistemi so stari, so potrebni prenov. Kot sem že rekla, smo dovolj majhni, da imamo enotno podporo vsem procesom po vseh bolnišnicah, vendar seveda to pomeni vzpostavljanje centralno upravljanih rešitev, eno po eno, integracija v obstoječe IT ekosisteme bolnišnic, kar pa je zahtevno in terja precej usposobljen kader. Tako da vse to, kar bomo mi zdaj vzpostavili, bo treba dokončno integrirati, dokončno uvesti. In potem te produkte, kolikor mi se jaz rečem, če je to e-karton, e-TTL, vem, seveda za njih skrbeti, konstantno usklajevati potrebe uporabnikov, govorim na strani zdravstvenih zavodov, in potem skrbeti za njihove nadgradnje, to dokumentirati in tako naprej. Torej, da res vemo, kaj nam te storitve nudijo in da so kvalitetne in povsod seveda enake. To je tisti cilj samega seveda zakona, posledično pa seveda je cilj, da ima naš pacient bolj kakovostno zdravstveno obravnavo in večjo kvaliteto življenja. Ja, to je po mojem tudi ena taka lepa zaključna misel. Smo se kar razgovorili, mislim, da bo to najdaljša epizoda na vertikali zdravstva, tukaj pri nas pri ASEF-u. Ampak je res veliko za pokomentirati. V Sloveniji se zdaj v zadnjih parih letih dogaja ogromno na področju digitalizacije. Jaz sem upam, da bojo v bistvu te spremembe prinesle neko pozitivno uporabniško izkušnjo, tako za pacienta, ki je končni uporabnik našega zdravstva, pa tudi za vse zdravstvene delavce. Zato, ker v bistvu samo neka nova digitizacija, brez neke celovite analize, kaj lahko delamo bolj učinkovito, kaj lahko delamo hitreje, oziroma kaj moramo spremeniti v naših osnovnih procesih, da bomo delali bolje, v bistvu samo podaljšuje to neučinkovitost in Si želimo tudi mi, da uspemo s temi projekti, da so sprejeti na strani uporabnikov ali na strani pacientov ali pa seveda na strani izvajalcev zdravstvenih dejavnosti, in zato tudi delamo, cel okvir okrog, da nam dejansko to potem tudi na dolgi rok uspe. Super. Najlepša hvala. Hvala vam. Za konec bi se vam rad vsem lepo zahvalil, da ste poslušali današnjo malo daljšo epizodo ter nas spremljali skozi to sezono v vertikali zdravstva. Hvala tudi ASEF-u, ki nam omogoča, da snemamo ta podcast. Predvsem pa hvala tudi vsem gostom, ki so si vzeli čas, delili svoje znanje, izkušnje in poglede. Veselim se že naslednje sezone in se poslušamo takrat.